Kaj, če bi obstajal prostor, kjer se meje med igranjem iger in ustvarjanjem prihodnosti popolnoma zabrišejo? No, danes se potapljamo v točno takšno idejo. Idejo o gamerskem kampusu. Ampak pozor, ne govorimo o nekem navadnem tematskem parku. Sploh ne. Gre za vizijo, za živi laboratorij, kjer se rojevajo čisto nove dimenzije zabave, inovacij in, tudi človeškega potenciala. Evo, da bo lažje razumeti, pomislite na Disney World. Tam oživljajo zgodbe. No, gamerski kampus bi delal nekaj podobnega, ampak oživljal bi kodo. Spremenil bi obiskovalce iz pasivnih gledalcev v aktivne ustvarjalce tehnološke prihodnosti. Pa poglejmo, kako bi to sploh izgledalo. V redu, začnimo pri osnovah, pri arhitekturi. Kako sploh oblikovati takšen digitalni svet v resničnosti? Najprej razsežnosti. Govorimo o ogromnem prostoru, kar 500 hektarjev. To je recimo primerljivo z velikostjo Walt Disney Worlda. In vse skupaj bi bilo zasnovano modularno, da lahko raste in se širi. V samem središču vsega pa bi stal Nexus Hub. Ogromen 100-metrski stolp, ki ni samo stavba. Njegova celotna zunanjost bi bila prekrita z LED zasloni. In ti zasloni bi živeli. Zjutraj bi morda kazali umirjene pokrajine iz Stardew Valley, zvečer pa bum, eksplozivne bitke iz Call of Duty. In navdih za vse to prihaja od vsepovsod. Imamo futurizem, pomešan z organskimi oblikami, ki spominjajo na pokrajine iz iger, kot sta Zelda ali No Man's Sky. Vhod bi bil lahko portal iz igre Portal. Celo materiali bi bili trajnostni, recimo narejeni iz recikliranih igralnih konzol. Hkrati pa se zgledujejo po resničnih genijih, kot so Disneyevi Imagineerji. Ok, arhitektura je eno, ampak kaj se dogaja v notranjosti? Pojdimo v srce kampusa, v mesto, ki se imenuje InnoForge. In to je res ključno. Tukaj se tehnologije ne samo uporablja, tukaj se jo ustvarja. Celoten InnoForge je pametno razdeljen na 3 cone. Vsaka ima svojo vlogo in skupaj vodijo idejo od prve zamisli pa vse do delujočega prototipa, ki ga je mogoče preizkusiti. Prva postaja Maker Labs. To je v bistvu ultimativna delavnica. Polna 3D tiskalnikov, CNC strojev, vsega, kar si zamislite. Tukaj lahko kdorkoli pride in si zgradi svojo strojno opremo. Morda nek poseben dirkalni volan ali pa haptične rokavice. In nisi sam, pomagajo ti strokovnjaki, tako imenovani hackmastri. Ko imamo strojno opremo, potrebujemo programsko. In zato je tukaj AI Forge. To je prostor, kjer se ustvarja koda in najboljše, ni treba biti vrhunski programer. Ideja je, da lahko tudi laiki z navadnim pogovorom v naravnem jeziku sodelujejo z umetno inteligenco in sproti ustvarjajo nove svetove, nove nivoje v igrah. In tretji del? Tech Playground. Ime pove vse. To je igrišče, kjer se vse te nove iznajdbe testirajo. In to ne v nekem sterilnem laboratoriju, ampak v pravem zabavnem kaosu. Predstavljate si tedenska tekmovanja, hackfeste, kjer ekipe s svojimi novimi izumi rešujejo realne probleme. To je kaj zen skozi kaos, nenehno izboljševanje skozi igro. Dobro, ideje so bile ustvarjene, prototipi so narejeni. Kaj zdaj? Zdaj je čas, da vidimo, kaj zmorejo. Odpravimo se v igralne arene, ki so resnično duša celotnega kampusa. Začnimo z nečim za ljubitelje hitrosti. Dirkalni poligon za simulacije. Ampak to ni kar ena steza. To je 5 kilometrov dolga prava fizična steza, navdihnjena s svetom Gran Turisma. In ko rečem simulacija, mislim na nekaj popolnoma drugega, kot poznamo. To niso arkadne igrice. Sedi se v simulatorjih s 6-osnimi hidravličnimi sistemi, ki posnemajo vsak nagib in silo. Okoli vas so 360-stopninske 8K projekcije, simulatorji tetra in celo vonja, haptični volani, ki tresejo, celo senzori, ki merijo raven stresa med vožnjo. Popolna potopitev. V redu, od avtomobilov pa k adrenalinski akciji. Naslednja postaja je VR FPS Nexus. To je vrhunec, kar se tiče prvoosebnih streljačin. In govorimo o res epskih bitkah. Predstavljate si 100 igralcev, hkrati, v eni sami ogromni areni. Kako to deluje? Vsak igralec dobi lahka, brezžična VR očala in haptično obleko, ki simulira udarce. Ampak ključno je okolje. Arena je ogromna, 200x200 metrov in je dinamična. Stene ovire, celo tla se premikajo in preoblikujejo v realnem času s pomočjo robotike.
To pomeni, da nobena bitka ni enaka, neskončno možnosti. A veste kaj? Kljub vsem tem norim tehnološkim igračam, gamerski kampus v svojem bistvu ni samo o tem, je veliko več. Gre za skupnost, za izobraževanje in za vključevanje. Tako imamo na primer EduZone. To je poseben del, kjer igranje postane resno orodje za učenje. Šole bi lahko pripeljale učence na delavnice, kjer bi se učili delati z orodjemi, kot sta Unity ali Blender. In to ne od nekoga, ampak neposredno od strokovnjakov, od ikon iz industrije. In potem je tu še vse ostalo, kar gradi skupnost. Letni GamerCon festivali, mogoče s holografskimi koncerti, posebne varne cone za družine, seminarji za starše o varnem igranju in, kar je zelo pomembno, popolna dostopnost. Simulatorji bi bili prilagojeni tudi za igralce z oviranostmi. Skratka, prostor za vse, ki bi deloval 24/7, z neonskimi urami za tiste, ki so bolj nočne ptice. In ko pogledamo celotno sliko, ko vidimo, kako bi takšen prostor poganjal inovacije v tehniki, umetni inteligenci, izobraževanju, pridemo do enega temeljnega vprašanja. So igre res samo pobeg iz resničnosti? No, vizija gamerskega kampusa ponuja precej jasen odgovor. Igre niso pobeg, ravno nasprotno. So pot naprej, morda so celo motor, ki nas bo poganjal v prihodnost.